Starše prosijo, naj poiščejo pomoč osebnih pediatrov in prihajajo k njim, ko gre za življenjsko ogrožajoča stanja oziroma za sprejem. Barbara Brodarič, ki jo naključno srečamo, je zadovoljna s pediatrom na primarni ravni in k sreči ni potrebovala nujne obravnave za hčerko. Zaenkrat na srečo ne, imeli so samo redna ta cepljenja pa pregleda, zdaj 6 mesecev stara, tako da na srečo ni bilo nič, ampak škoda, no, če bi kaj nujno bilo, zdaj, ko se te mesece približujejo jesen, zima. Sicer že od začetka meseca opažajo porast števila malih bolnikov z dihalnimi in prebavnimi težavami, pove pediatrinja Tatjana Pavlin. V ospredju je najbolj respiratorni sincicijski virus in pa rotavirus, ki jih v zadnjih 2 sezonah v bistvu sploh nismo zaznali v populaciji, saj so bili otroci zaradi teh najstrožjih ukrepih protikoronskih zelo zdravi. V vrtcih in šolah je vse več virusnih obolenj. Trenutno imamo v bolnišnici, čeprav imamo 21 postelj zakupljenih od zdravstvene blagajne, 27 polnih postelj plus 18 staršev. Seveda imamo na drugi strani zelo omejene kadrovske vire. Kader je tudi utrujen, izčrpan. Vse večji naval bolnikov je tudi v urgentnem centru. V veliki meri prihajajo bolniki iz drugih regij, zato jih pozivajo, naj se obračajo na osebne zdravnike oziroma se po nujno medicinsko pomoč odpravijo v kraju, v katerem živijo, in k njim pridejo le, ko nimajo druge možnosti. Če so včasih prihajali tudi za malenkosti, zdaj prihajajo vse bolj bolniki. Zakaj? Ker si je pač že dolgoročno otežen dostop do zdravnikov in se bolezni postopno razvijajo. V kritičnih časih jim ni uspelo nadomestiti odhodov zdravnikov. Celo zaradi dodatnih obremenitev smo šli v eno spiralo, kjer je tisti, ki smo ostali, smo še bolj obremenjeni, tako da imamo še dodatne odhode. Seveda imamo tle probleme z koncesionarsko dejavnostjo, kjer so stvari bistveno bolj plačane kot hospitalna. Veliko specialističnih ambulant ne deluje, k čemer prispevata tako število covidnih bolnikov, danes jih imajo 31, 8 na intenzivni terapiji, kot posledični kadrovski primanjkljaj.